Živijo, tukaj Valentin. Danes bom govoril o togotnosti otrok oziroma kako preprečiti, da bi otroci manipulirali z čustveno energijo in izražali svoje interese. Otroci se učijo od okolice, od svojih staršev. In otroci integrirajo veliko več določenih impulzov, kot pa se starši zavedajo. Običajno se meni, da so otroci kot nepopisan list, da na začetku ničesar ne vedo in da ničesar niso zmožni razumeti. Zato se starši običajno v prvih dnevih, tednih, mesecih po rojstvu obnašajo tako, da ne pazijo na svoje obnašanje, temveč da sledijo svojim impulzom in seveda tudi velikokrat čustveno reagirajo. Otroci pa so za vse te stvari izjemno doumljivi in se z bliskovito hitrostjo učijo, predvsem pa nekritično začnejo posnemati miselne in vedenjske vzorce oseb v njihovi okolici, ki so seveda večinoma njihovi starši. Pravijo, da že do 3. leta starosti otroci prekopirajo skoraj vse miselne in vedenjske vzorce svojih staršev, potem pa jih v naslednjih letih samo še malce dodeljujejo. Zelo pomembno je, da v komunikaciji z otrokom uporabljamo čustveno stabilen glas, torej da je glas poln, da izhaja iz sredine telesa, da komuniciramo z našim celotnim telesom in da je ta glas čustveno stabilen. Otrok seveda v prvih mesecih ni zmožen komunicirati z okolico in izražati svojih hotenj. Zato lahko sporoča svoje interese predvsem z jokanjem, z kričanjem, z momljanjem, z določenimi fizičnimi aktivnostmi. In potem je zelo odvisno, kako se starši oziroma osebe v okolici otrok na njihovo obnašanje odzovejo. Če se starš odzove čustveno, torej da ne ve, kaj naj naredi v stanju, ko otrok izraža neke glasove ali neke gibe, in se potem ustraši, da reagira z čustvom obupa, nemira, ali pa da otroka ne zmore pomiriti in se potem razburi in reagira z glasom, v katerem je čutiti jezo. Potem otroci te stvari razumejo, integrirajo in se učijo. Otrok torej se uči preko poskušanja in potem prilagaja svoje obnašanje glede na to, kako se starši odzivajo. Če torej dopustimo, da nas otroci vznemirijo, da otrok v nas sproži neko čustvo,
in čustveno reagiramo, potem otroci to začnejo izkoriščati in začnejo tudi oni uporabljati čustveno manipulacijo. Ena izmed takih klasičnih manipulacij je seveda togotnost, ko otrok nekaj od staršev želi in potem začne besneti, začne kričati, se metati po tleh, ker se je naučil, da za čustveno manipulacijo vendarle lahko nekaj doseže. Priporočljivo je zato, da starši vedno ostanejo čustveno stabilni, predvsem pa da na jasen, natančen način komunicirajo z otrokom, ne glede na to, ali so to otroci zmožni razumeti. V prvih mesecih in letih po rojstvu je seveda jasno, da otroci še nimajo besedišča, da še nimajo konteksta, da bi razumeli pomena vseh besed. Toda prej, ko začnemo z otrokom komunicirati na nek zrel, odrasel način, da se natančno razloži vzroke, zakaj otrok ne more nekaj dobiti, kakšne so medsebojno povezani dejavniki, zakaj ne morejo odrasli otroku kupiti vse, kar si želi, da se otrokom začenja razlagati te stvari, tudi o denarju, kako je denar potrebno zaslužiti in podobno. Vse to potem pripomore k temu, da otroci razvijajo pristno razumevanje realnosti tega sveta. In potem ne bodo več čustveno manipulirali, ker bodo vedeli, da nekaj ne morejo dobiti, ker so tudi starši omejeni pri temu, kaj jim lahko dajejo. Skratka, če se hoče otroke naučiti odgovornega, zrelega obnašanja, morajo seveda najprej starši sami izkazati tako obnašanje. Glede tega, da starši postanejo čustveno stabilni in da potem tudi otroci to čustveno stabilnost znajo posnemati, priporočam odličen spletni tečaj. Uvodni modul je povsem brezplačen in se imenuje DIP Lite. Za tiste odrasle, za tiste starše, ki želijo še bolj podrobno razumeti, kaj se dogaja z otrokovo notranjostjo, pa priporočam audio serijo z imenom Parenting Perfecting the Human Race. Za otroke od starosti tam nekje 2-3 let naprej pa priporočam, da starši nabavijo inovativno učno tehnologijo, ki se imenuje TechnoTutor in jo zastopa naš inštitut Mali genij v Mariboru. To pa je učna tehnologija, preko katere se otroci učijo pomena besed na ta način, da zgradijo trdno in močno besedišče, da jasno razumejo, kaj neka beseda pomeni in da se prepreči čustveno okuženost besed. Na ta način postanejo otroci zmožni razumeti besede, razvije se njihov govor, bralne navade, hitro začnejo brati, hitro so se zmožni učiti. In to je najboljša popotnica za njihovo nadaljnje življenje, ki jim jih lahko omogočijo starši. Povezave do vseh teh informacij pa najdete v opisu tega videoposnetka. Hvala za posluh in nasvidenje.